Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Aktualno. Bo govora o volitvah v Evropski parlament. Oddaja je nastala v sodelovanju z informacijsko točko Europe Direct Pomurje. V studiu zato pozdravljam Manjo Toplak, vodjo pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Maja letos, oziroma maja prihodnje leto se torej obetajo volitve v Evropski parlament. Kot vemo, nazadnje je bila Slovenija med tistimi, ki so zabeležili četrto najnižjo udeležbo. Kako pomembno je v bistvu za državljane, da se udeležijo teh volitev v Evropski parlament? Ja, držim. Na zadnjih volitvah leta 2014 je bila udeležba 24% v Sloveniji. Mi smo čist na repo lestvice evropskih držav. Četrti od spodaj navzgor. Za nami so samo še Slovaška, Hrvaška in Poljska, ki je tik ob nami. In med mladimi je bila udeležba 15%, kar pomeni 85% mladih ni šlo na volitve. Ampak, a si vi predstavljate, zamislite se, kakšno je bilo življenje pred 25 leti. Se spomnite, kako smo hodili preko meje kupovati banane, kavo, pralni prašek in po možnosti smo jih... Kavbojke, seveda. In po možnosti smo to švercali v Slovenijo. Ali pa, jaz se spomnim, moja soseda je bila prepričana, da smo mi zelo premožni, ker smo imeli v hladilniku ramo, margarino ramo in ker smo imeli banane doma. Ali pa, če se spomnite, recimo, kakšne je bilo Prekmurje glede razvoja pred 20 leti. In samo v 20 letih, koliko se je vse spremenilo, prav zaradi evropskih sredstev, prav zaradi Evrope. Nam se je povečala, BDP se nam je povečal za 60%, turizem za 220%, izvoz za tudi okrog 200%, to so ogromne cifre. In tudi, ko je bil referendum za vstop v Evropsko unijo, je bila udeležba 60%. In več kot 90% jih je glasovalo za Evropo. In poglejte, zdaj, koliko je zdaj od tega 15 let kasneje, je pa situacija čisto drugačna. 24% na volitve. In to je vprašanje, zakaj? Zakaj nam se naenkrat ta Evropa tako otujila, oziroma po drugi strani postala tako samo po sebi umevna in se navzamemo tistih 7 minut časa, da bi vstali in šli na volitve. Nekaj v tej smeri bi se morda dalo storiti s pobudo Tokrat grem volit. Lahko poveva kaj več o tem? Tako je. V Evropskem parlamentu smo že začeli z informativno kampanjo za evropske volitve, katere cilj je samo privabiti ljudi na volišča. In mi še zmeraj verjamemo, oziroma vemo, zato ker ogromno se srečujemo z ljudmi, govorimo z njimi, jih poslušamo. Vemo, da je vzdušje Evropi in predvsem med Slovenci zelo proevropsko. Tudi ankete so to pokazale. Samo pač, ko pride tista nedelja, je morda lepo vreme, je morda slabo vreme, je morda kakšen piknik, ki je organiziran, ali pa sploh nismo doma, pa ne vemo, da lahko predčasno volimo. In prav zaradi teh osebnih nekih tehničnih zadev ne gremo voliti. Ampak če bi kdo prišel z listkom, pa bi rekel, dajte obkrožite, pa bi to naredili. Nimamo nič proti temu. In tu smo Slovenci na vrhu lestvice, teh proevropskih, ki nimajo načeloma nič proti volitvam, samo ne grejo. No in zato smo rekli, dajmo združiti dejansko vse te proevropske, neaktivne državljane. In dajmo jih spomniti na te volitve in dajmo tudi njih aktivirati, da oni tudi svoje prijatelje, svoje družine, svoje znance spomnijo. Dajte, pojte na volitve, pogledajte, mladi, tu smo, lahko potujemo brez meja, študiramo v tujini, dobro nam gre, Evropa je njim bila položena v zibelko, zato je tako samo po sebi umevno. In zato smo predvsem za mlade, ampak tudi za druge,
naredili eno spletno stran, ki se imenuje Tokrat grem volit. Tja se lahko vsak piše, čisto enostavno tokratgremvolit.eu, vse napišemo skupaj, razen pike in EU-ja. In s tem, ko se samo vpiše z svojim imenom in e-mailom, nič drugega ne pričakujemo od vas, s tem postaneš del te skupnosti. Mi bomo poskrbeli, da te bomo tik pred volitvami obvestili. Spomnili na volitve. Čuj, saj veš, Evropa je dobra stvar, še zmeraj. Ne. Če se ne motim, pa lahko tudi s pomočjo te spletne strani druge povabimo, da se udeležijo na volitvah. Tako. In vsak, ki se vpiše, dobi svojo posebno povezavo, preko katere lahko tudi druge, preko e-maila, socialnih omrežij, nagovori, da grejo na volitve. Oziroma, da se priključijo tej spletni strani, ne, in da potem še njih spomnijo. Tisti, ki bodo pa posebej aktivni ravno v tej aktivaciji drugih, dajte, pojte, dajmo se razširiti, naredimo to skupno, dajmo nekaj narediti za to Evropo. Tiste bomo pa povabili tudi k nam v pisarno v Ljubljano in če želijo, imamo lahko kakšen trening za njih, lahko jim pomagamo pri organizaciji dogodkov, evropskih dogodkov, lahko jim pomagamo s promocijskim materialom, s takšnimi stvarmi. Tisti bi pa bili tako dejansko naši tudi bolj aktivni ambasadori, ne. In zdaj v tej bazi je že več kot 60 000 prijavljenih, ampak še sploh nismo prav začeli. Začeli smo ta teden. Tistih, ki so še preden je uradna spletna stran, nova spletna stran prišla, bila objavljena, se jih je že 80 000 prijavilo. Skratka, številka, ki obeta. Ki obeta. Je pa zanimivo, da vedno več takšnih pomembnežev je zelo samoiniciativno začelo promovirati Evropo. Recimo Bono, ne? Od U2-ja, je že na zadnjem koncertu v Barceloni uporabil evropsko zastavo in potem je dal za Frankfurter Allgemeine en zelo dolgi proevropski intervju, kjer je prav to govoril, pa dajte, ne pustite tem populistom, tem skrajnežom, da pridajo v Evropski parlament ali da pridajo pravzaprav na politično sceno v Evropi. Verjetno je tudi zaradi tega potrebno iti voliti. Kaj bi povedali mladim in starejšim, zakaj na volitve, zakaj je potrebno iti in obkrožiti nekaj? Potrebno je, najprej bi rada pojasnila eno zadevo, ki mnogo se sploh ne zaveda. Stvari, ki tukaj veljajo, zakonodaja, ki velja v državah članicah, se večinoma sprejme na evropski ravni. 70% te zakonodaje, ki velja pri nas, je sprejeta na evropski ravni in se potem implementira v slovensko zakonodajo. In tako da to, da mi damo glas Evropskemu parlamentu oziroma evropskemu poslancu, s tem povemo, kakšno evropsko politiko si mi želimo. In evropski poslanci pa soodločajo o tej zakonodaji. Zato je naše življenje, kako bomo tukaj živeli, je zelo pomembno tudi v tem, kako se bo na evropski ravni odločalo. In če prav par primerov povem, recimo roaming, ker vsi danes lahko potujemo po Evropi, gremo na morje, na Hrvaško in pridemo domov in nas ne pričaka velik račun. Isti, ja. Plačujemo čisto enako, kot da bi bili v Sloveniji in telefonirajo v Sloveniji. Danes lahko nakupujemo po internetu v vseh državah članicah, veljajo povsod pravila, da lahko po 2 tednih zavrnemo to robo, ki smo jo dobili. In danes nizkocenovna letala. To je vse zaradi skupnega trga evropskega. Mislim, tudi na vsakem koraku so nekako te pozitivne stvari Evrope. Ampak pri nas, mi smo jih vzeli tako zelo za samo po sebi umevne, tu so, v redu je, kot elektrika, tukaj je, fajn je, ne opazimo je, ampak če nam je kdo ugasne, pa bomo rekli, kaj? A sveče bomo pa zdaj uporabljali, a kako pa to? V okviru prejšnjih kampanj, se pravi za evropske volitve, se je velikokrat izpostavljalo predvsem to, kar je pomembno za nacionalno raven. Kaj pa transnacionalna raven? Kako pomembno je zaradi tega iti na volitve?
Morda se tega ljudje še premalo zavedajo. Ja, mi smo Evropa, dan danes. Evropa lahko samo kot skupnost deluje. V tem globalnem svetu, zamislite, da bi si Slovenijo samo, ki ne bi bila v nobenih evropskih povezavah. Kje pa bi bili? Ali pa pojdimo samo, ne vem, par 100 kilometrov južno, pa si poglejmo Bosno, Makedonijo, Srbijo. Kaj bi one dale, da bi prišle v Evropo? Za njih je Evropa obljubljena dežela. Zato, in tukaj se pravzaprav to se določa, se politika na pač tudi transnacionalni ravni. Tudi migrantska politika je dober primer za to. Ravno migrantska politika. Ko bomo, Evropa mora skupaj ta problem rešiti. Ampak pri vsakih teh odločitvah, ki jih sprejema Evropa, sodelujejo države članice in Evropski parlament tudi. In države članice so pogosto te, ki potem zavirajo in preveč preveč gledajo, kaj je dobro za njihovo državo, ne pa za Evropo. Ampak take stvari, kot je migrantska politika, se mora na evropski ravni rešiti. In tu bi pa spet rekla, sem navezala na to obljubljeno deželo, ko sem rekla, ne. Za migrante je to obljubljena dežela. Zakaj pa potem drvijo tako sem, ne? Tako kot recimo Makedonci, takoj, ko so izvedeli, da bo Bolgarija članica Evropske unije, so poskrbeli, da so dobili njihov potni list. In več kot, mislim, da je bilo izdanih, zdaj pa ne vem, 30 ali 50 tisoč potnih listov. Ne? In potem so pa ustavili, ne? Ker so si tako želeli ven iz svoje dežele v Evropo. Omenila sva, da ste vodja pisarne Evropskega parlamenta, torej tukaj v Sloveniji. Kakšna je natančno vaša vloga in v katerih primerih se državljani lahko obrnejo na vas? Naša vloga je predvsem približati to Evropo državljanom. Kar ni lahka naloga, ravno zaradi tega, ker tako samo posebej umevna. Ampak vseeno jih spomnite, kako smo živeli nekoč, kako, zamislite se, kako mladi v Angliji, Veliki Britaniji se trenutno počutijo, ko vejo, da bo Britanija, da naj bi Britanija izstopila. Oni začnejo razmišljati, ja, kaj pa zdaj, kaj pa Erasmus, kaj pa potovanje, a bomo res na tem otoku ostali. In oni so zdaj postali zelo aktivni. Bi jih bilo dobro vprašati, kaj ste pa delali takrat, ko je bil referendum, zakaj pa se vas je tako malo udeležilo referenduma. No in naša naloga je prav to, kako približati to Evropo državljanom, kako imidž malo spet dvigniti oziroma to zavedanje. Ogromno sodelujemo z mediji, seveda medijska podpora je tu zelo pomembna. In imamo pa tudi, to bi pa povabila vse, ki boste kadarkoli v Ljubljani, da nas obiščete, imamo pa zelo atraktiven multimedijski center v naši hiši EU v Ljubljani na Dunajski 20, kjer lahko na zelo interaktiven, zabaven način spoznate Evropo, delovanje Evrope. In zelo pogosto so šole pri nas, skupine pri nas, ki se zelo zabavajo, zelo pohvalijo. Teda, če bo kdorkoli od gledalcev kdaj v Ljubljani ali pa če bo kakšna skupina se odpravlja, ne vem, živalski vrt Ljubljano, pridite še do nas pogledati. Mi organiziramo ves program za vas. V glavnem to, veliko delamo s šolami, tudi z gimnazijo, v Murski Soboti ogromno sodelujemo. Gimnazija se pravkar odpravlja v Bruselj na eno veliko tekmovanje, Eurošola. Se verjetno je to ozaveščanje že od malih nog zelo pomembno. Zelo pomembno. Lani smo sodelovali, oziroma v prejšnjem šolskem letu smo sodelovali z 49 šolami, srednjimi šolami po vsej Sloveniji v projektu Šola ambasadorka. In namen tega projekta je prav, da ozaveščamo, oziroma da izobražujemo, pomagamo pri izobraževanju mladih v bolj zavedne Evropejce, ki bi nekako bili ambasadorji Evropskega, oziroma postanejo potem ambasadorji Evropskega parlamenta. In odziv je zelo, zelo dober. Slovenske šole so zelo aktivne, mladi so zelo odprti za te stvari, po naravi to čisti proevropejci.
in njihovo pomoč pravzaprav potrebujemo, oziroma ne mi, da potrebujemo, vsi skupaj bi se naj združili in dajmo nekaj narediti za to Evropo. Dajmo tudi to, če rečeš, ne vem, bom šel 26. maja naslednje leto na volitve, pa bom zraven vzel še 2 prijatelja. Pa tu se že ogromno naredi. To so lahko majhne akcije, ne? In zato smo tudi to bazo Tokrat grem volit, ali ta projekt tokratgremvolit.eu s tem začeli, da bi poskušali ravno čim več ljudi združiti, čim več idej združiti, čim bolj skoordinirati te ljudi, se povezati in da smo res kot neka skupnost, ker smo v srcu, v glavi, smo proevropski. Torej, prej sva omenila tistih 24%, ki jih je šlo voliti leta 2014. Povejva zdaj za konec, s kakšno udeležbo bili sami zadovoljni? Jaz bi bila že zelo zadovoljna, da bi bila udeležba takšna, kot je na nacionalni ravni, recimo. To bi že bil velik uspeh. Ker tudi v drugih državah se razlikuje nacionalne ravni, je dosti višja kot na evropski, ampak pri Sloveniji je pa še dosti nižja od evropskih, mislim od nacionalnih. Mi smo 25% nižji, ne. Tako da jaz si bi želela tam 50%, to bi bilo krasno, ali pa 60%, kot je bilo, ko je bil referendum, ne. Ampak to naša pisarna sama ne zmore, to res more in različna društva že sodelujejo z nami, ne, že se zavedajo, že aktivirajo svoje ljudi. Manja Toplak, hvala, da ste si vzeli čas in za vsa ta pojasnila in seveda uspešno delo še naprej. Najlepša hvala vam. Drage gledalke, dragi gledalci, vam pa hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.